preobrat. TK. Naslov zapisa, akta. Primjer novinarskih laži, kako si Iran drzne opkoliti ozemlje velikih združenih držav Amerike, ogroziti svetovni mir in od njih zahtevati priključitev k Iranu. Prevajalnik novinarskih laži oklepaj prejšnje vprašanje zaklepaj, kako si Iran drzne upreti se kolonialnim zajedam željnim po sveži krvi, preprečiti državljansko vojno in od kolonialne mrhovine zahtevati takojšen umik iz iranske zemlje ter njenih mejnikov. Kaj jim bodo besede, ko vsak človek z računalnikom in osnovno izobrazbo lahko pobrska po resnici in najde primerek zemljevida, kdo resnično na koga preži? Da pa bi lahko resnico prodali za laž in laž za resnico, bomo danes zamrznili akto, počakali, da se shladi, ji zamenjali ime in jo potihoma uzakonili. Tako se ovcam in kozam ni bilo več potrebno obremenjevati z resnico, saj je bila slika umaknjena zaradi lastniških pravic Google zemljevida. Zato si vsi skupaj priznajmo, da smo za akto, da ne podvomimo, da smo za krvavi denarizem, ker si boljšega od gospodovega trdega biča v resnici ne zaslužimo, drugim pa tako boljšega ne privoščimo. Enostavno in lahko kakor naše gnitje, biča ne glejmo, naših ranki krvavijo in bodo prejali slej izcurljale, tudi ne. Ker tako ali drugače zaradi svoje zblaznelosti nič ne moremo spremeniti, ker res smo ponosni sužnji vzor svojim otrokom in mladini. Ostanimo lesene letrme, kotkoli zabiti v glavo naših naslednikov. Ostanimo največji uporniki proti miru, uporniki proti svobodi, uporniki proti resnici in uporniki proti dejstvu, da smo navadna živina, bolna in obsedena s trdo roko denaristične, izpriljeno bolne oblasti. Ljudi, ki nam gredo na roko, drkajmo. Ljudi, ki rušijo naše laži, tako jih pohabimo. Tako jih izobčimo, označimo za sovražnike svobode, za črnoglede, za črne ovce, poblatimo jih z vlastnimi grehi, bijmo medsebojno bitko, da od nas ostane samo še kri ter meso za mrhovine, ki potrpežljivo nadzorujejo, nas tržejo košček za koščkom in najbolj pošteno bo, da ostanemo zatlačeni v svojem zblaznelem kvadratu velikosti 2x2 metra, še naprej gnimo, medtem, ko življenje teče mimo nas. In tako so ovce ter koze pobrite do krvi, scuzljane do kosti, krulile, blodile in krvavele srečno do konca svojih dni. Razlaga glede Irana. Tukaj ni govora o tem, kdo je za in kdo je proti komu, ali za koga bi kdo moral biti, nikakor. Vsekakor pa je govora o tem, kako živi mrliči s povečevalnim steklom, ušivo štejejo prah na sosedovem predpražniku, o tem poročajo na debelo in široko svojim lačnim somrličem, potrebnim goltanja, da se pač njihovi osnovni temelji, zgrajeni iz lažnih opek, na katerih stoji njihova celotna prebava, ne sesuje. Ko pa je predpražnik živih mrličev ne samo zaprašen, ampak zagnojen čez vrh vrat in navsezadnje zagnojen čez zgornje podstrešje, katerega sami imenujejo pamet, še zmeraj praskajo po tujih predpražnikih, s katerimi se tako močno najedajo, da jim škoduje, tako močno, da je kriv sosed s predpražnikom. In taki ljudje se imajo za zdrave, za odrasle. Taki mrliči prehlajene ljudi imenujejo za težke bolnike. V našem lažnem svetu so mrliči vsekakor zdravi in uspešni ljudje. Obkrožajo nas povsod, so na oblasti, po trgovinah, pri maši, v cerkvah in gostilnah, so povsod, tudi v ogledalu, so bolniki najhujše stopnje, ker proizvajajo največ gnilobe ter bolezni. Žive mrliče vleče veter od groba do groba, od kosti do kosti, ki smrdi po razpadu, tako kot njihova preteklost, sedanjost in prihodnost. Vsak dan večji razkroj, tlačijo vsak dan več gnilobe v nedolžno in ranljivo človeško mladost,
u naš naslednji rod. Erik Valla, 10.4.2012